Pozdravljeni, dobrodošli v že 900. informativni oddaji 7. Pozdravljava vas iz povsem novega studija televizije ETV. Prvi šolski dan je v letošnjem letu prinesel kar nekaj novosti, vseeno pa so šole v novo šolsko leto vstopile pripravljene na razne scenarije. Zadnjega avgusta smo obiskali osnovno šolo Toneta Okrogarja v Zagorju ob Savi in osnovno šolo Tončke Čeč v Trbovljah. Prvi šolski dan bo potekal nekoliko drugače, kot smo sicer vajeni prvih šolskih dnevov, kadar se srečujemo v šoli. Vsi učenci prihajajo v šolske prostore, seveda pa ob spoštovanju vseh priporočil NIJZ-ja, Ministrstva in Zavoda za šolstvo. Šole se bomo potrudile v največji meri, lahko govorim za celotno našo občino, da kolikor se da spoštujemo ta priporočila. V ta namen smo pripravili različne vhode, zamike prihodov. Učenci bodo v matičnih učilnicah, kar pomeni, da se večji učenci ne selijo iz razreda v razred, pač pa se bodo učitelji selili. Na skupnih prostorih naj bi se, to je zdaj bila ta vikend tudi sprememba, prvi teden nosili maske vsi učenci in vsi zaposleni. Seveda pa največja zaščita, da v šolah ne pride do izbruha, je, da v šolo tako učenci kot zaposleni prihajamo zdravi. Če pa zdaj se dotakne samo naše šole in pa počitniškega dela, mi smo med temi počitnicami popolnoma obnovili stopnišče in vstop na podružnični šoli v Kisovcu. Prav tako je podružnična šola v Kisovcu dobila nova igrala. Na matični šoli pa smo opremili z fleksibilnim pohištvom eno od učilnic za predmetni pouk. Izzivi bodo seveda, da čim bolj zagotavljamo varno okolje tako za naše najmlajše otroke, kot pa seveda tudi za zaposlene, in ob tem skušamo v to šolsko leto, ki še ni takšno, kot smo ga bili prej navajeni, vključiti tudi snov in cilje, ki pa smo jih pri nadaljavi nekoliko pustili na stran, a ne tako, da se bo v tem šolskem letu tudi nadoknadilo tisto, kar nadaljavo nismo uspeli. Koliko prvošolčkov pa boste lahko prvič sprejeli v svoje prostore? 36 jih je na matični šoli, 14 na podružnici Kisovec in pa 7, pa ne me čisto za besedo verjeti, na podružnici v Šentlampertu, tako da je številka kar lepa. Celotna številka na naši šoli se je iz 509 učencev dvignila na 519, tako da imamo 10 učencev več v tem šolskem letu kot prejšnje leto. Razredničarke seveda pripravljajo poseben dan, to je vendarle ena takšna prelomnica za te otroke, a ne. Vstopajo počasi v svet samostojnosti in odraslosti, tako da so jim pripravile tudi kakšna presenečenja, da bo dan malo drugače organiziran. Na naši šoli pa nekih zunanjih obiskovalcev nimamo. Tako da tudi starši zaenkrat nimajo dovoljenja vstopa v šolo, pa mi smo to sicer že prejšnjo leto tudi prakticirali. Prvi dan je namenjen učencem. Prvi šolski dan bo potekal v skladu s priporočili Ministrstva in NIJZ-ja. Tako navodila so bila taka, da naj bi pripravili prvi šolski dan kot običajno, pa vendarle bomo pri tem upoštevali varnostno razdaljo. Priporočene so nošnje mask, seveda za učence od 6. do 11. leta, od 12. leta pa so v skupnih prostorih maske obvezne za vse. Dobimo se na šolskem dvorišču, na 3 vhodih, kjer bodo učence od 2. do 9. razreda in učence z programa z nižjim izobrazbenim standardom pričakale razredničarke in razredniki, jih sprejeli in odpeljali v matične učilnice. Na začetku šolskega leta so v letošnjem letu kar precejšnji izzivi, kajti kot vsi se tudi mi sovpadamo s koronavirusom in v bistvu naše delo prilagajamo temu, da bomo v šoli ustvarili varno okolje, zdravo okolje. V primeru, če bi ponovno potekala šola na daljavo, smo se med počitnicami učitelji izobraževali za spletno okolje Teams, kjer bomo organizirali spletne učilnice. Med počitnicami pa so nam obnovili spodnje igrišče, ki je bilo že dotrajano.
Hkrati pa so postavili tudi takšen amfiteater, ki pa bo prostor za učilnico na prostem. V teh časih še posebej pride prav, da imamo nek prostor, kjer bomo lahko izvajali pouk tudi na prostem, saj so tudi priporočila takšna, da se čim več poučuje tudi zunaj in uči. Tako da nam je občina Trbovlje prisluhnila in po več letih, se veste, finančna stiska, nekako se odločila in smo skupaj naredili načrt, pripravili in so ga tudi realizirali, na kar smo zelo veseli. Jutri pa pričakujemo 41 prvošolčkov na oddelkih redne osnovne šole oziroma večinske osnovne šole. Pridejo v šolo ob 9:30, kjer nam bo gospa županja Jasna Gabrič tudi slavnostno predala igrišče v uporabo. Tej kratki prireditvi bodo prisostvovali prvošolčki in njihovi starši, nato pa opravili svoj skok v šolo. Kot je povedala že ravnateljica, so otroci, starši in lokalna skupnost na prvi šolski dan v uradno uporabo dobili prenovljeno igrišče. O investiciji je županja občine Trbovlje Jasna Gabrič povedala. Ja, skoraj 50 000 evrov približno smo namenili, bom rekla, revitalizaciji tega prostora za šolo oziroma tik ob šoli. Ideje šole so bile, da bi radi imeli učilnico na prostem poleg igrišča. Mi smo jim prisluhnili, na občini je to kolegica Ane-Marija izrisala, se uskladili šolo, torej to nekaj časa traje, naredili popise, izbrali izvajalca in danes smo tukaj na tem novem območju. Jaz res upam, vsi upamo na občini, da bo otrokom tole dobro služilo, da bodo zadovoljni, da se bodo radi igrali. Na hitro, res smo bili v najvišji brzini, tole smo upravljali, ker se je mudilo na 1. september, tako da mrežasta ograja okoli igrišča bo še v tem tednu nameščena, prav tako še 3 reflektorji na sončne celice, tako da potem lahko rečemo, bo pa res povsem varno in primerno za otroke, bodisi za igro, bodisi za učenje, torej na tistem prostoru zadaj. V popoldanskih časih je mišljeno, da bo to zaprto ali odprto? Ne, mi ne želimo šol ograjevati, postavljati visokih ograj, si pa želimo, da bodo ostali prebivalci našega mesta, če že imajo to možnost in da jim jo dajemo, da lahko uporabljajo izven šolskega časa te površine, ki so sicer namenjene šoli, da bodo z njimi znali ravnati skrbno in primerno, da jih bomo lahko vsi uporabljali, da ne bo egoizma, pa kakršnega koli vandalizma, ampak da bo to torej namenjeno vsem. Nekaj fotografskih utrinkov prvega šolskega dne na osnovni šoli Ivana Skvarče so nam poslali tudi z občine Zagorje ob Savi. Župan Matjaž Švagan je kot vsako leto vsem 167 prvošolčkom predal nahrbtnike z bonom za mladinsko knjigo in županovim pismom. Za varno pot v šolo že pol desetletja skrbi Avtomoto zveza Slovenije z akcijo Še 365 dni. Prek povabila Avtomoto društva Izlake so z maskotama Anjo in Markom tudi letos obiskali Izlake. O tem, kje vse je potekala akcija, pa vodja varne mobilnosti pri AMZS Erik Logar. Ja, gre za akcijo, s katero želimo opozarjati voznike, da ob začetku šolskega leta ne velja paziti na otroke, na šolare samo prve dni, ampak vseh 365 dni v letu. Tudi v času počitnic, nenazadnje se otroci pojavljajo v vlogi pešcev v prometu in s tem, kot sem rekel, želimo opozarjati, da bodimo pozorni na najranljivejše udeležence v prometu vse dni v letu. Akcija poteka po večjih krajih v Sloveniji. Začeli smo s štajerskim delom Maribor, potem Slovenske Konjice, Markovci, Lukovica, Moravče, Šenčur, Izlake, Ljubljana. Medtem ko prvi šolski dan bomo pa zabeležili z akcijo v Vrtojbi in pa v Postojni. Glede na prisotnost naših maskot in na to, kako tudi vozniki znajo malce vrniti pozdrav, sem prepričan, da se vozniki začnejo počasi spet zavedati, da se bodo na pločnike, na poti v šolo vrnili otroci. Zdaj, otrok, dejansko smo bili letos malce manj navajeni na poti v šolo zaradi razmer, katere je povzročil koronavirus. Tako da mislim, da se vozniki v veliki meri zavedajo svoje odgovornosti do varovanja najmlajših. O preventivnih dejavnostih AMZS smo govorili z njihovim generalnim direktorjem Juretom Kostanškom.
Ta naša aktivnost je postala res prepoznavna, kliče nas vseh krajev Slovenije, namreč naša avtomoto društva, ki so članice Avtomoto zveze Slovenije, so aktivna lokalno, tudi so aktivna v lokalnih SPV-jih in se z veseljem pridružimo tej akciji, ki se vedno dela pred začetkom šolskega leta. Mi namreč s tem želimo voznike prej opozoriti, da se v prihajajočih dneh ponovno vračajo na ceste tudi šolarji. Med drugim izvajajo tudi nekatere druge akcije društva, izvajajo prevedavanje, preventivne delavnice, tako da želimo biti res aktivni na tem področju prometne preventive oziroma na področju varne mobilnosti. Nekako so nekatere naše aktivnosti sicer bile ustavljene, vendar smo uspeli nekatere pa obnoviti, med drugim tudi tečaje varne vožnje na centru varne vožnje Vranske, no tisto je bilo nekaj časa zaprto, pa smo potem hitro uspeli to obnoviti, namreč to je zelo pomemben del prometne varnosti, vsi mladi vozniki morajo priti na ta tečaj v roku 2 oziroma 3 let po izpitu vozniškem. Ostalo pač poteka pa normalno, no, jasno upoštevajoč vse pogoje, ki jih pač predpisujejo pristojni. O odgovornem ravnanju v prometu v teh in tudi drugih dneh v letu pa nam je spregovoril še namestnik komandirja policijske postaje Zagorje Marko Kaluder. Policisti policijske postaje Zagorje ob Savi vsem otrokom želimo čim bolj varno pot v šolo in iz šole. V ta namen pa apeliram na vse voznike in vse druge udeležence v prometu, da spoštujejo cestne prometne predpise. Po dolgem času se bodo otroci vrnili v šole, v šolske klopi, bodo razposajeni, upam, da tudi veseli zaradi obiska šole in zaradi tega tudi mogoče veliko bolj nepredvidljivi na cesti. Tako da pozivamo vse, da so pozorni, kaj se ob cesti dogaja, da ne uporabljajo oziroma uporabljajo na takšen način dovoljen mobilne telefone in vse druge pripomočke sredstva, ki zmanjšujejo njihovo sposobnost za vožnjo. Prav tako pa, da otroci uporabljajo ustrezne zadrževalne sisteme, starejši otroci, da so vedno privezani z varnostnim pasom, tako kot tudi vozniki in drugi potniki v vozilih. Prav tako pa, da starši apelirajo na svoje otroke in jih učijo pravilno vzgojo oziroma obnašanje v cestnem prometu. Prejšnjo sredo je knjižnico Toneta Seliškarja v Trbovljah obiskal Noah Charney. V Združenih državah Amerike rojeni pisatelj in umetnostni zgodovinar se šteje za Evropejca in svojo ženo, ki je Slovenka, že nekaj let živi v Kamniku. Svojega navdušenja nad nekaterimi slovenskimi domislicami ne skriva. Zame čisto se je zanimivo in rahlo eksotično. Če bi selil, ne vem, v Bangladešu, bi pričakoval, da čisto se je drugačno, ampak v Sloveniji površinsko je podobno kot drugam v Evropi, ampak imate nekateri dragulje v kulturi, da sem naredil, naprimer copati. Kakšna dobra ideja je to. Mi Američani hodimo v blatne čevlje, povsod hišo, skakamo na posteljo in potem plačamo koga, da bojo postrali vsak tretji teden in to je to. Da se zujemo, da imamo copati, to je super stvar. Drug primer, eno veliko posteljo za 2, ampak 2 odeje. To je genialno, da ni dvoboj po noč, kdo bo ukradel. Torej, nekatere stvari so en korak boljše kot drugam. Jaz sem toliko užival v samoizolaciji, da bi lahko podaljšal. Po vrvici sem imel veliko delo, ker še zmeraj sem lahko pisal od doma. Imam 2 hčerki, 5 in 7 let stare in smo bili vse skupaj, ampak sta zelo pridne, torej ni bilo nobene težave. In jaz sem vzel čase za narediti eno novo knjigo čist zase od starštvo in kako lahko spobudimo super moči v naši otroci. In sem treniral vsak dan za moje punce, bomo enkrat prevedli v slovenščini in sem dal na Kickstarter in je bil uspešen, torej knjiga prihaja čez 1 mesec. Najraje hodimo okoli Slovenije in povemo mi Slovenci, koliko imamo fajn tukaj. In ponavadi je prvič, da so to slišali. Ampak mogoče je bolj prepričljivo, če je Američan iz tujine, kdo je živel v mnogi državi in potem na koncu je odločil za Slovenijo. Če jaz rečem, mogoče je bolj prepričljivo. Ker res, če gledam kvalitete življenja, koliko življenje košta, je relativno zelo nizko in kvalitete življenja je zelo visoko. Torej, iz povsod sveta, kjer sem jaz živel, sem izbral Slovenijo za moj dom in sem zelo navdušen na naše države. Vprašali smo ga, kaj bi svetoval Slovencem, ki sami ne prepoznajo dragocenosti svoje dežele.
Jaz najraj povem, kakšne zgodbe, kako mi zanima Slovenija, kakšne skrite zgodbe sem najdel in zakaj mi toliko všeč, ker ponavadi za Slovenci to je presenetljivo, da ko je toliko navdušen nad države, mogoče sem več navdušen kot čisto vsak Slovenec, ampak še zmeraj s veseljem povabim tujci sem in povem Slovenci, koliko lepo imamo. Pogovor je vodila Simona Solina. Direktorica knjižnice Katra Hribar-Frol pa je povedala, da so bili vtisi vseh, tako sodelujočih kot obiskovalcev, po prvem tovrstnem dogodku po dolgem času prav evforični. Prejšnjo soboto so odprli del objekta TVD Partizan Zagorje in ga s 1. septembrom predali v uporabo zainteresirani javnosti. Zgodba stavbe, ki je bila že skoraj predvidena za rušenje, tako dobiva novo poglavje. O tem in naslednjih korakih pa član izvršnega odbora športnega društva Izlake Andrej Grošelj. Naše aktivnosti v zvezi s Partizanom, govorim za športno društvo Izlake, kot upravnika tega objekta, so se začele že pred kakšnimi 3 leti. Ko je prišlo do določene reorganizacije oziroma novega vodstva Športne unije Slovenije, smo se nekje zavzeli, da prepričamo to novo vodstvo oziroma nasplošno vse prisotne zainteresirane, da se ta objekt ne ruši. S tem v zvezi smo mi začeli z določenimi prostovoljnimi deli, kar se je dalo delati udarniško. Mi vemo, da je zdaj že do zdaj vloženih približno skoraj 1000 udarniških ur dela na tem objektu. To so slikopleskarska dela, to so razna čistilna dela in druga dela na ostalih zadevah. Tako da smo nekako uspeli v tem času do sobote objekt vzpostaviti v neko funkcionalno stanje, vsaj delno funkcionalno stanje, v katerem smo pridobili 4 pisarniške prostore in pa 2 mali telovadnici. Eno sicer malo večje, za skupino do 30 ljudi, ena je pa manjša, tako do 15 do 20 ljudi. Že takoj v tem kratkem času, v nekaj dneh, bomo pričeli z izdelavo idejne zasnove, kako objekt sanirati, po možnosti mogoče razdeliti to sanacijo po fazah, glede na to, da vemo, da gre za velika finančna sredstva, glede na potek razgovorov, ugodnih razgovorov in pa interes tako Unije kot župana občine. Mislim, da se bosta ta dva tudi dogovorila v nekem skupnem financiranju ali pa delitve financiranja, eden za neko fazo sanacije, drug za drugo fazo. Skratka, mislim, da se vse nekako odvija v pozitivni smeri in da drugo leto oziroma se bo takoj začeli tudi jasno iskati ustrezno, naredili finančno konstrukcijo in začeli ustrezna finančna sredstva ali pa investitorje. V Zagorju pa želijo urediti površine še ob drugem športnem objektu. Neprofitni studio Prostorož v sodelovanju s Centrom za kreativnost vabi Urbano akademijo. Takole so zapisali. Zagorje se bo jeseni vsaj malo spremenilo. Iščemo mlade lokalne kreativce iz Zagorja in širše zasavske regije, ki bodo začasno prostorsko intervencijo v enem mesecu spremenili javni prostor okrog športnega doma Proletarec. Želimo si, da je ta prostor namenjen mladim, športnikom in širši lokalni skupnosti, zato iščemo kreativne ideje, ki bodo po končani energetski sanaciji spodbudile uporabo prostora okoli doma. Podrobnosti o višini sredstev, nagradi in pogojih najdete na spletni strani občine, rok za prijavo pa je 7. september. V soboto ob 20. uri bo na dvorišču pred Delavskim domom Trbovlje potekala glasbena prireditev z naslovom Godalkanje, specialke z oprodama. Za kakšno prireditev gre, smo govorili z vodjo izpostave Trbovlje Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Blažem Rojkom. Za tem naslovom se skriva že kar množica let dela Bojana Cvetrežnika in Barje Drnovšek, ki sta mentorja godalkanja in seveda
Ona dva ustvarjata skupaj z otroki. Na otroke prenašata ljubezen do etno glasbe iz celega sveta in to se skriva za tem naslovom. Godalkajo, tokrat specialna zasedba, oziroma kličemo jih kar ljubkovalno specialci, ker so pa večinoma dekleta, so tokrat izbrale ime specialke z oprodama, seveda, ker sta dva fanta tudi v skupini. Godalkajo torej otroci, starostna skupina 13 let, ki so se 7 let dobivali na godalkanju v Laškem, to je taka poletna šola, in zdaj rezultat dela, ko so otroci zrasli v najstnike ali mladostnike, so pač pokažejo, kaj znajo, in programa se je nabralo kar za debele 3 ure. Seveda ne bodo izvedli vsega, približno 1,5 ure bo trajal koncert in verjamem, da bo izredno zanimivo. Gre čisto za drugačen pristop in pa za drugačno delo kot recimo v klasični glasbeni šoli. Gre predvsem za to, da tukaj je veliko uličnih nastopov, vse se naučijo na pamet takoj in je izredno zanimivo jih je gledati, te otroke, mladostnike, kako uživajo v skupnem muziciranju. V 7 letih so se res stkale tiste nevidne prijateljske vezi med njimi in to se seveda odraža tudi v glasbi. Najlepše jih je videti dejansko, ko zacvetijo in začnejo uživati ali na odru ali pa na ulici. Obiskovalce bi lepo prosil, če lahko pridejo 15 minut pred prireditvijo, seveda po navodilih NIJZ-ja, ki jih moramo upoštevati tudi tukaj. Bi prosil, da vstopajo samo na vstopni točki, kjer dobijo karto oziroma vstopnico do zasedbe mest. Teh organiziranih sedišč je 100 z medsebojno razdaljo. Torej, vstop je samo na vstopni točki, kjer se razkužijo roke, imajo maske na obrazu, kar je sedaj tista naša kruta realnost. Kljub temu, da je prireditev zunaj, imajo maske pri vstopu, dokler ne pridejo na svoj stol, potem si lahko masko snamejo z obraza in uživajo v koncertu. Še kratka novica o Medijskih Toplicah. Iztekel se je rok za oddajo nezavezujočih ponudb. Podrobno o tem v komentarju naslednjega tedna. Prišli smo do konca današnje jubilejne oddaje. Aleksandra, zahvaljujem se ti za družbo, gledalkam in gledalcem, prav tako in oba skupaj, vsem skupaj želiva vse lepo in hvala za pozornost. Srečno! Prijeten večer.